Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na 7. redni seji. Svetniki so uvodoma sprejeli ugotovitveni sklep, da je magistrici Jožici Planinšec-Deržek prenehal mandat članice občinske svetnice in potrdili mandat novi občinski svetnici Sari Goričan. Občinski svet je v nadaljevanju seje v prvi obravnavi sprejel program svojega dela za leto 2024. Svetniki so potrdili tudi nekaj odlokov, in sicer odloka o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica in o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad in odlok o dopolnitvi odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine ter sklep o določitvi nadomestila za porabo električne energije za polnjenje električnih vozil. Trenutno je v predlogu sklepa, da se za storitev polnjenja določi cena 22 centov po kilovatni uri z davkom, za vsako začeto polnjenje pa se v bistvu plača tudi pristojbina oziroma neke vrste čaščnina v višini 20 centov z DDV-jem. Torej, tukaj je nekaj občin, ki so za moje pojme primerljive oziroma kjer se ta električna polnjenje tudi zaračunava. Moramo povedati, da je pri trenutni ceni elektrike, ki je cirka 0,17–0,18 na kilovatno uro, pomeni, da z tem stroškom, ki ga bo posameznik, ko bo prišel si polniti električni avto, se bo praktično pokril strošek, ki ga ima občina oziroma tudi v določenih merih tisti, ki plačuje porabo elektrike na tej električni polnilnici, nekje pokril, nekega posebnega zaslužka ni, torej gre za pokritje stroške elektrike ter tudi plačilnega prometa, torej tudi samo storitev polnjenja, tako da predlagamo ceno 22 centov za polnjenje in pa 20 centov za sam pričetek polnjenja. Poleg tega je občinski svet sprejel investicijska projekta za rekonstrukcijo cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi ulici in pri ključnih ulicah ter za komunalno ureditev aglomeracije 20.009 Slovenska Bistrica. Svetniki so sprejeli tudi akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica in se seznanili študijo izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti v občini. Ob koncu so potrdili še nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev.